Ko ga vključiš, pravzaprav ne čutiš ničesar, samo električni motor se vklopi. In tudi prva in pa vzvratna prestava sta pri tem avtomobilu rezervirani za električni pogon. Bencinski motor pri tem hibridnem Juku se vključi šele z drugo prestavo. Od druge prestave navzgor je v teh prestav cel kup. Vsekakor več kot 10. Namreč ta avtomobil ima menjalnik, ki ima 4 klasične zobniške prestave in pa 2 električni. In potem računalnik te različne tipe prestav kombinira, da v dani situaciji ponudi prestavno razmerje, ki je najbolj optimalno. Saj ideja imeti v vsakem trenutku najbolj optimalno prestavo je povsem enaka kot pri CVT menjalnikih, se pravi pri neskončno stopenjskih menjalnikih, pri brezstopenjskih menjalnikih, se pravi pri tistih menjalnikih, ki jih načeloma ponavadi ne maramo. Ampak prav Nissan je pa neskončno stopenjski menjalnik že naredil, da je tudi navdušujoč tak menjalnik. Ampak takrat smo govorili o Nissanu Qashqaiu. Danes pa govorimo o Juku. In tukaj, pri tem malem avtomobilu, se je Nissan naslonil na tehnologijo, ki jo je dobil pri Renaultu, se pravi pri sorodnem podjetju. In v praksi so ti menjalniki iz Formule 1 v osebnih avtomobilih dali različne rezultate. Recimo pri Clio smo dobili celo nekaj živahnosti. Pri Meganu Conquest pa je ta menjalnik zagotavljal predvsem udobno, varčno, mirno vožnjo. In tako je tudi v tem primeru. Optimalna prestava v tem primeru pomeni najbolj varčna prestava. Zdaj, najbolj varčna prestava pomeni, da ta avtomobil potem skupaj doseže povprečno porabo okoli 5 litrov na 100 km, se pravi, to je toliko, kot veleva tudi podatek WLTP. Ampak seveda, pri tem je treba upoštevati, da ga vozimo izključno varčno, ne dinamično. Pri dinamični vožnji namreč ta avtomobil tuli, ko pospešujemo. Ampak, ko boste pa ta avtomobil vozili tako nežno, kot ustreza temu avtomobilu, potem lahko računate, da bo delež električne vožnje pri tem avtomobilu, se pravi recimo pri mestni vožnji, zelo, zelo visok. Po tovarniških podatkih do 80%, no v praksi vsaj 50% električne vožnje. Ta avtomobil ima tudi tisti sloviti Nissanov e-pedal, se pravi, da desna stopalka tako pospešuje, kot tudi zavira. Ampak v tem primeru učinek zaviranja, ko popustimo desno stopalko, ni tako intenziven kot recimo pri Leafu. To je treba vedeti. Poseben poudarek se zagotovo zasluži tudi zvočni sistem, ki voznika kar obda z zvokom prek zvočnikov, ki so vgrajeni v vzglavnik sedeža. Ampak nasploh smo o Nissanu Juku že posneli tudi daljši test in vas seveda vabim, da si ga ogledate. Na tem mestu samo še to, da hibridni Juk stane dobrih 3000 evrov več kot pa klasičen bencinski Juk z avtomatskim menjalnikom. Verjetno predvidevamo, da prav zaradi te cenovne razlike hibridnih Jukov ne bo tako zelo veliko na cesti, kot bi si Nissan želel. Razen seveda, če se boste dobro izpogajali pri vašem trgovcu. Tudi na račun dobrih finančnih storitev.